Ajla, dragi starši, evo me tukaj spet, nov posnetek. Danes bom govorila o temi, ki je zelo pereča za vas starše, in sicer vam postavljam vprašanje, ali je najstnik vaša nočna mora ali je samo vaš strah? Kakšna je razlika? Če ponoči ne spite, če v službi ne morete delati zbrano, če ves čas mislite na njega, tudi ko kuhate in počnete stvari, če si ne morete vzeti časa zase, zato ker vas on tako okupira, če morate kar naprej gledati na e-asistenta, kaj počne v šoli, potem je vaš najstnik vaša nočna mora. In zato seveda ni odgovoren on, ampak vi. Kaj pa je strah v zvezi z najstnika? To so pa starši, ki jih vse pretirano skrbi. Joj, kaj če ne bo, joj, kako bo prišel v šolo, joj, a bo vstal, joj, a bo naredil nalogo, joj, a bo vse v redu, joj, kaj če se mu kaj zgodi. Skratka, kaj če naredi kaj narobe. Starši, ki jih pretirano skrbi, imajo polno nekega strahu, kaj se lahko zgodi. In kar je v bistvu najhuje je, da imajo tudi strah joj, kaj še bo. Joj, kaj bo, ko bomo izrasli. Glejte, to je vaš mindset, to so vaše misli, ki jih ustvarjate, in svet je narejen tako, da nam največkrat uresniči naše misli. Tako da je pomembno, da se tega strahu znebite. In danes bom povedala nekaj primerov iz pač takega običajnega družinskega življenja, ki mu ne rečemo niti problematičen, niti da je kaj narobe, ampak pač tako v družinah je, do takih stvari prihaja, zaradi tega, ker se pač odnosi razvijajo in otroci odraščajo. Hkrati bo pa to, kar bom danes govorila, tudi vsebina najine delavnice Uspešna komunikacija z najstniki, ki jo imava zdajle čez 14 dni, in če želite več o tej delavnici izvedeti, vam bom v komentar pripela link za to delavnico, tako da lahko pogledate. Skratka, kaj je pomembno, ko vzgajamo našega otroka, česa se moramo mi zavedati? Najbolj pomembne so naše zgodbe odraščanja in naše nedokončane zgodbe in naše neuresničene oziroma nepotešene potrebe. Mi se velikokrat tega kot starši ne zavedamo, da imamo neke nedokončane zgodbe iz svojega odraščanja, in kaj se zgodi? Vedno se nam ponavljajo iste stvari. Toliko se čudimo velikokrat sami sebi. Tako rečemo, dvakrat lepo rečem, pol v ta tretje se mi pa odpele. In ne razumemo, zakaj je za vraga se nam v ta tretje odpele, in vedno nam je žal, da se nam je odpeljalo, in sekiramo se, da ne znamo na drugačen način, in potem to še imenujemo prav in narobe. To se pravi, imamo vedenja, ki so prav, in so vedenja, ki so narobe, in postanemo totalno nemočni. In to je zelo hudo. A veste, starš, ki misli, da mora vedno delati prav, in starš, ki je hkrati nemočen, to je grozljiva kombinacija. To je tisto, kar nam povzroča nočno moro. In tudi strahove. Tako da, glejte, tukaj vam jaz lahko povem en primer. Ko sem jaz odraščala, oziroma pač celo mojo mladost, ne samo ko sem bila najstnica, pri nas se je vstajalo ob 6. Vstali smo ob 6 in bil je nek ritual z zajtrkom skupnim in pač je bilo čisto luštno. Ampak jaz sem, ko sem prišla v obdobje najstništva, si tokrat rekla, jaz ne bom taka mama, jaz bom moje otroke pustila, da si odpočijajo. Jaz sem bila včasih toliko zmatrana. Pa sploh nisem pozno spat hodila, ker pri nas to ni bilo mogoče. Ampak prav želela sem si tista jutra, ki mi dajo mir. Ki me pustijo pri mir, ki imam čas zase, ki lahko počnem, kar mi paše, tudi če spim. No, in sem si dala obljubo, jaz ne bom taka mama. In potem moji pač postanejo najstniki, pa že prej. Jaz sem ves čas imela težavo buditi ljudi, ne samo otroke. Tudi če moram Alberta zbuditi, meni je to res nočna mora. Če on meni reče, daj me zbud, rečem, navisi budilko. To res ne maram delati. In nisem razumela, zakaj sem lahko najprej ta nežna mamica, ki pridem pa rečem, ljubček, dobro jutro, nov dan je, vstani. In tam je bilo nekaj,
In pol naslednjič sem prišla, je bilo že malo tako, daj no, vstan, a veš, koliko je že ura. V ta tretjič, ko sem prišla, ne vem, če bi to posnela. Skratka, kako mi lahko to delaš, zakaj ne vstaneš, jaz imam tega dost, nikoli več te ne bom zbudila, vsi ljudje normalni vstajajo sami od sebe. A slišite te grozne besede? Meni to sem jaz govorila mojim otrokom. Ker nisem razumela, kaj se dogaja. Nisem razumela, zakaj ta tretjič ne morem več priti normalno v sobo in se pohecati, ali pa, ker sem ful drugače ustvarjalna, ne? In pri drugih stvarih sem se pohecala, ker so bile veliko hujše od vstajanja. No, pač zadeva se je zgodila potem tako, da sem začela raziskovati, kaj se dogaja, in sem pač ugotovila, da je to povezano s tem mojim vstajanjem in z mojo mladostjo in da jaz mojim otrokom tega ne bom delala. Kaj se je zgodilo, ko sem jaz to dala v zavedanje? Zgodilo se je to, nisem ratala drugačen človek. Ni mi bilo lažje zbujati otrok. Sploh ne, še zmeraj težko zbujam ljudi. Ampak kar pa vem, da je to moje in ne znorim več in znam izbrati moje vedenje. To se pravi, ker se mene energija dvigne, da bom znorela, znam reči, ja, to je tvoj otrok, to nisi ti, vse je ok, on bo vstal, ali pa to je tvoj mož, to nisi ti, vse je ok. In takrat, zato ker se poznam, zato ker sem do sebe razvila empatijo, lahko izbiram vedenja, ki so drugačna. To se pravi, ki so bolj povezovalna, ki so bolj pač prijetna za ljudi in tudi za mene. To je zdaj bil en primer, recimo. Drug primer je, recimo, če vam dam ta malo težji in ga ne bom zdaj v enem videoposnetku mogla povedati, ampak lahko vam povem, recimo, imate težave s stikom pri vašem otroku. Če imate te težave, potem morate najprej raziskati, kakšna je vaša zgodba o stiku. In to z vsemi ljudmi, ki so bili pomembni za vas. To je nekaj, za kar si na delavnici vzamemo en popoldan časa, da raziskujemo sebe, da se spoznavamo. To je 1 milijon aha momentov in to je tako nekaj lepega. To je res nekaj tako lepega, da jaz bi privoščila to vsakmu človeku, oziroma jaz mislim, da vsak človek bi moral to doživeti. To je toliko osvobajajoče, da si ne morete predstavljati. Tako da jaz vam svetujem, da si vzamete čas in da investirate denar vase in v vašo družino pa v vaše otroke, ker je to največ vredno. Res je, če si boste privoščili to delavnico, se ne boste mogli z njo po cesti peljati in ne bojo rekli, v kakšni delavnici se pa ta voz. Ampak lahko boste pa hodili po cesti z dvignjeno glavo in zadovoljni sami s sabo. In to se bo tudi videlo, tudi navzven se to vidi, ne samo navznoter. Pa tudi, če se ne bi navzven videli, kaj bi dal za en dan takega občutka? Wow, jaz sem zadovoljen sam s sabo. A ni to dragoceno? A ni to nekaj, kar pomirja? A ni to zdravo? A ni to nekaj, po čemer vsi hrepenimo? Tako da spoznavanje samega sebe kot starša, kot osebe, kot partnerja in tudi kot sodelavca, to je prvi del delavnice Uspešna komunikacija z najstniki. Tako da greste domov z izkušnjo, da ste drugačni, da imate več moči, več notranje moči in ta občutek vam koristi ne samo za tisti en dan, ko ste na delavnici, ampak ga odnesete s sabo zavedno. Tako da jaz vam zelo privoščam, da si enkrat daste to darilo. Zdaj na koncu vas pa še povabim, da kliknete na povezavo zgoraj na videu ali pa jo najdete spodaj v komentarju in pogledate, kaj je ta delavnica, kdaj poteka ta delavnica in od spodaj imate možnost, da komentirate, da postavljate še vprašanja. Prijavite se na najin YouTube kanal, zaradi tega, ker se trudim, da je teh posnetkov skozi več in jaz verjamem, da se tudi z teh kratkih posnetkov lahko marsikaj naučite. Lepo bodite!